Smo pri točki sklepa o podelitvi občinske nagrade in priznanja za leto 2013. Prosim predsednika komisije. Hvala za besedo. Komisija za priznanja je v veljavnem roku sprejela 4 predloge, bili so vsi popolni s soglasjem prejemnika. 3 predloge so se nanašali na plaketo občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2013. Vsi 3 predloge so bili za športno društvo Strelec Grlova, 4. predlog pa je bil za pisno priznanje občine Ljutomer za leto 2013 za bencinski servis Petrol Ljutomer, imenovanje za 50-letno delovanje v samem mestu Ljutomer. Komisija je predloge sprejela soglasno in predlaga občinskemu svetu, da v predlagani obliki sprejme. Če ne, dajem predlog sklepu na glasovanje. Po sklepu občinskega sveta občine Ljutomer prejme plaketo občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2013 športno društvo Strelec Grlova za uspehe v pikadu. Višina nagrade znaša eno povprečno plačo Republike Slovenije za preteklo leto. Kdo je za predlog? Po sklepu občinskega sveta občine Ljutomer prejme pisno priznanje občine Ljutomer za leto 2013 bencinski servis Petrol Ljutomer o 50-letnici delovanja. Kdo je za predlagani sklep? Soglasno. No, jaz moram malo pokomentirati, ne. Meni je zelo žal, da ni bilo več predlogov. Jaz sicer nimam nič osebno s tem, ampak pač delo upravlja komisija za priznanje, ampak upam, da se zavedate, kakšne obletnice, častitljive, imajo določeni zaslužni ljudje v naši občini. Ni predloga za Miklošičevo, za gimnazijo, 50 let uspešnega delovanja in tako naprej. Škoda, da se niste bolj aktivno potrudili, da bi predlagali določena priznanja. Prehajamo k, pa še bi lahko naštevali, od obrtne zbornice 45 let, 65 let nogometnega kluba in tako naprej. Prehajamo k zadnji točki dnevnega reda. Informacije. Dvosta. Kaj? Denarna nagrada s priznanjem pa priznanje. To je to. Informacije. Je sicer poročilo izvedbe nadzora pregled poslovanja in porabe javnih sredstev v glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer za leto 2011. Z nami je gospa Gerkešova, ki ima podpisano pooblastilo s strani predsednika nadzornega odbora. Izvolite. Ja, pooblastilo je napisal podpredsednica. Spoštovani prisotni, vsem prav lep pozdrav. Gospa županja, hvala lepa za besedo. Opravičujem gospoda predsednika, pooblastilu za današnji nastop sem predala gospe županje. Nadzorni odbor občine Ljutomer na podlagi določil statuta občine Ljutomer in poslovnika sprejme letni program dela, s katerim določi nadzorovane osebe. Pri svojem delu v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja porabnikov sredstev občinskega proračuna ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe.
Posamezne nadzorovane osebe nadzorni odbor zaključi s poročilom. Nadzorni odbor na podlagi 50. člena statuta občine Ljutomer sprejeto poročilo pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županiji. Danes imate na dnevnem redu poročilo o izvedbi nadzora glasbeni šoli Slavka Ostrca, poročilo o nadzoru v splošni knjižnici, poročilo o nadzoru rudarske rente in letno poročilo o delu nadzornega odbora občine Ljutomer za leto 2012. Iz poročil je razvidno, kdaj je nadzorni odbor katero poročilo tudi sprejel. Pri nadzorovanih osebah je v poročilu zapisan potek nadzora, razpoložljivi dokumenti ob nadzoru in sodelovanje z nadzorovanimi osebami. V zaključku poročil so zapisane ugotovitve in priporočila. Bistvena ugotovitev pa je, da so nadzorovani porabniki v letu 2012 s sredstvi občinskega proračuna poslovali namensko in gospodarno. Izpostavili smo le glasbeno šolo, kjer ugotavljamo nenamensko uporabo vplačil staršev, zato predlagamo, da občina kot ustanoviteljica uskladi svoje obveznosti z ustanovitvenim aktom. Poleg poročil o nadzorovanju oseba ste prejeli tudi letno poročilo o delu nadzornega odbora. Letno poročilo za preteklo leto je nadzorni odbor sprejel konec januarja. V poročilu smo zapisali opravljene naloge in izvedene nadzore. Obravnavali smo 10 tematskih področij in zaključili 13 nadzorov, nekaj nadzorov pa še v teku. Gospa županja je sodelovala z nadzornim odborom, odzivala se je na vabila, zagotavljala je stalno prisotnost strokovne sodelavke, omogočala je strokovno in administrativno podporo za delo in zagotavljala prisotnost odgovornih pri opravljanju nadzora. V poročilu smo še zapisali, zakaj smo za svoje delo porabili 5900 evrov proračunskih sredstev in o izobraževanju, saj je za kvalitetno upravljanje nalog nadzora individualno usposabljanje članov potrebno. Gospe in gospodje, svetnice, svetniki in županja, hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Imate mogoče kakšno vprašanje? Če ne, hvala lepa. To so informacije, ne? Pa ni sklepov. Prehajamo k poročilu o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2012. Gospa Lokmanova, prosim. Lepo pozdravljeni. Medobčinski inšpektorat je v letu 2012 na območju občine Ljutomer obravnaval 201 inšpekcijskih zadev. Rešenih je bilo 174 zadev, nerešenih je ostalo 27 zadev. Če povem po področjih, na področju komunalnih odpadkov je bilo obravnavanih 19 zadev, rešenih je bilo 15, na področju cest je bilo obravnavanih 76 zadev, rešenih je bilo 69, na področju turistične takse je bilo obravnavanih 8 zadev, rešenih je bilo 5, na področju kanalizacije je bilo obravnavanih 46 zadev, rešenih je bilo 34, na področju nepravilno odloženih odpadkov je bilo obravnavanih 8 zadev in vseh 8 rešenih, na področju javnih površin je bila obravnavana 1 zadeva in je bila rešena, na področju neurejenih parcel je bilo obravnavanih 31 zadev in 30 rešenih, na področju zamenjave vodomerov je bilo obravnavanih 5 zadev in vse so bile rešene, pod ostalo pa smo poknjižili 7 zadev in vseh 7 je bilo rešenih. Na področju prekrškov je bilo obravnavanih 15 zadev, izdanih je bilo 8 odločb, vložene so bile 3 zahteve za sodno varstvo, izdanih je bilo 11 plačilnih nalogov za sodno takso in v 2 primerih je bil predlagan uklonilni zapor.
ugovori na plačilne naloge redarstva, obravnavanih je bilo 57 zadev, izdanih je bilo 28 odločb, s katerimi se ugovoru ni ugodilo, in 12 odločb, s katerimi se ugovoru ugodilo. Izdani so bili 3 sklepi, s katerimi se ugovor zavrgel, in 4 sklepi, s katerimi se zavrgel ugovor na obvestilo o prekršku. Vloženih je bilo 8 zahtev za sodno varstvo, izdanih je bilo 30 plačilnih nalogov za sodno takso, zoper 2 plačilna naloga za sodno takso sta bila vložena ugovora, ki sta bila sklepom zavržena. Izdana sta bila še 2 sklepa, s katerimi se je zahteva za sodno varstvo kot prepozna zavrgla, in v 2 primerih je bil predlagan odklonilni zapor. Podane so bile tudi 3 vloge za obročno plačilo globe. Na področju redarstva je bilo zabeleženih 1113 prekrškov, izdanih je bilo 916 plačilnih nalogov, plačanih glob je bilo 753, izterjanih 6, število ugovorov je bilo 34 in 1 zahteva za sodno varstvo. Finančno poročilo za delovanje skupne uprave za leto 2012 je bilo predvidenih 255 114 000 evrov, realiziranih pa je bilo za 181 678 evrov, kar pomeni 71,2%. Prihodke na postavke globe za prekrške je bilo 32 404,03 realizacije, na postavke povprečnine pa 940 evrov realizacije. V letu 2012 smo tako kot vsako leto zaprosili tudi za refundacijo delovanja skupne uprave za preteklo leto. Občina Ljutomer je bila upravičena do 45 842,21 evrov, ki jih je prejela v 2 delih, in sicer prvi del v višini 8173,57 do 31. 7. 2012 in drugi del v višini 37 668,64 do 31. 1. 2014. Ob tem lahko povem še, da smo tudi letos do konca marca zaprosili za refundacijo za delovanje skupne uprave za leto 2012. Občina Ljutomer je bila upravičena do 44 136,60 evrov, ki jih je v enem znesku že prejela do 31. maja letošnjega leta. Toliko na kratko. Hvala Če lepa. je vprašanje kakšno? Če ni vprašanja, hvala lepa. Prehajamo k poročilu o izgradnji projekta Cero Puconci za leto 2012. Gospa Toreč. Pred vami je poročilo za leto 2012, ki ga je pripravila občina Puconci v zvezi z izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki Pomurja Cero Puconci. Če se spomnite, občina Ljutomer v letu 2000 pristopila k izgradnji Cero Puconci z podpisom medobčinske pogodbe. Takrat je bilo rečeno oziroma je bilo dogovorjeno, da se bo Cero Puconci gradil v 2 fazah, prva faza in pa druga faza. Iz poročila, kot razvidite, je razvidno prva faza, vrednost prve faze, ki je bila že zaključena, skupna vrednost je znašala za davkom 14 639, od tega je znašala sredstva občin v višini 27,16%. V letu 2012 se je pričelo, to bi še povedala, prvo fazo so financirale občine brez upravne enote Lendava, ki je pristopila k izgradnji Cero Puconci v letu 2011. V letu 2012 sta se izvajali 2 etapi, se pravi prva in pa druga etapa. Prva etapa je zajemala širitev odlagališča Cero Puconca in iz tabele v tabele 2 je razvidno, da je znašala skupna vrednost te prve etape v drugi fazi, vrednost za DDV, če povem, 1 970 Druga faza, ki pa poteka sedaj, tu pa gre za izgradnjo objektov in so v njo vključene tudi občine iz območja občine upravne enote Lendava, pa je bila pričeta v letu 2012. V poročilu imate razvidno, kateri izvajalci so bili na javnem razpisu izbrani, pripravljen je tudi terminski plan. Skupna vrednost druge etape, druge faze znaša skupaj z DDV 22 945
359,44 tisoč, od tega znaša upravičeni stroški, ker gre za kohezijski projekt, 18 milijonov 34 tisoč 151,14. V letu 2012 je bilo realiziranih, kot vidite iz tabele 5, če zdaj govorim teh upravičenih stroškov, skupaj z DDV 13 milijonov 741 tisoč 583 tisoč. V nadaljevanju imate pa potem tudi prikazano, na katera dela so bila realizirana. Od tega so občine v letu 2012 zagotovile 1 727 317 evrov, kohezijski sklad je dal 10 milijonov 212 tisoč, državni proračun pa 1 802 140 tisoč. Druga etapa, druge faze CR Puconca še ni zaključena, predvidena je, da se zaključi v letu 2013 po njihovem terenskem planu, tako da bi v letošnjem letu, pravzaprav, če tako govorim, ker je poročilo za 2012, opravičujem, v letošnjem letu bi naj bilo že tudi poskusno obratovanje, ki traja po zakonu 1 leto in po pridobitvi poskusnega obratovanja se potem začnejo objekti uporabljati kot taki. Tako da iz poročila imate vse podatke razvidne, zdaj pa če se še pa kakršnakoli vprašanje, pa izvolite. Hvala, gospod Grantaša. Ja bi samo pital, kak pa je glede, če je Madžarska kaj tudi sofinancirala ali kaj pri tem? Kako pa potem tam vidijo tovornjake, ki odlagajo, madžarske tovornjake, ki odlagajo smeti tam? To pa meni ni znano, da bi kar, gledajte, zdaj, na CR Puconci je medobčinska pogodba bila podpisana, oziroma kasneje 27 občin, ki so tudi solastnice tega CR Puconca. Zdaj, če tu gre za kakšno, kako bom rekla, kakšno zbiranje odpadkov z drugih držav, ne da bi jaz vedela, mi v tem nismo bili obveščeni. Ne bi vedela, ker je zdaj to kohezijski projekt, to se zelo fejs kontrolira, ne. Lahko, da so bili kot prevozniki samo tam, da so videli. Bom preverila, ampak to pa res slišim. Zdaj, če direktor mogoče, če njemu, kaj direktor tebi? Dejansko je CEROP izvaja tudi tržno dejavnost, ne, zato se je gradilo ta del, ne, kjer se reciklira pa to in oni lahko si ta vozijo od koderkoli, ne, saj oni na tej način si dejansko dohodke tudi pridobivajo, oziroma prihodke, ja, ustvarjajo. To je čist tržna dejavnost, tako da sem čez Madžarske, Evropska unija, vsi imamo podobne to zakonodajo. Samo potem, če smo mi to financirali, potem so oni dolžni za toliko, če oni tržno dejavnost izvajajo, za toliko zmanjšati naše stroške. Ja, jaz mislim, no. Glejte, ko imamo mi skupščine, vsi župani prek pomurskih občin, se seveda o tem pogovarjamo, da je v vsakem javnem podjetju, tam, kjer so občine ustanoviteljice, cilj, da se čim več trga ustvari. In čim več prihodkov na trgu pomeni tudi posledično, da ni potrebno dvigovati cene za uporabnika. In temu se sledi in to jaz lahko zagotovim, zato ker sem bila tudi na skupščini in se tudi v tej smeri razpravljalo. Ampak nimajo samo tega, tudi druge dejavnosti CEROP izvaja, od namestitve sončne elektran, ker hočejo posledično znižati stroške električne energije, do tega komposta, ki ste prej spraševali, če to dela KSP, tudi kompost prodajajo. Ogromno nekih dodatnih aktivnosti je, da znižujejo stroške in da se lahko potem pristopa k zaključnim fazam izgradnje, ker druga še ni čisto dokončna, smo pa imeli že otvoritev, tako da zadeve zelo fajn napredujejo, tako da tista strokovna ekskurzija, ki smo se enkrat v njej pogovarjali, da bi mogoče bila dobrodošla, ko bi vsi videli, kaj se je dejansko tam zgodilo in koliko smeti se tam dnevno pripelje. To je zelo zanimiva zadeva. Tako da bi bilo mogoče fajn enkrat pogledati, pa da nam potem gospod direktor iz prve roke tudi na sami lokaciji pokaže, kaj se vse dogaja tam. Jaz ga lahko prosim, pa ni problem, pa lahko enkrat mogoče v jesenskem času tudi to obiščemo. Še mogoče kdo? Če ne, hvala lepa. In pa še zadnje analiza varnostnih razmer za leto 2012, ocena varnosti v letu 2013, prosim gospoda Žuniča.
Lepo pozdravljeni, pa hvala za besedo. Jaz sem Alen Žunič, pomočnik komandirja na policijski postaji Ljutomer, pa najprej moram pravičiti komandirja, ki je žal odsoten, pa je pač mene povlastil, da vam povem teh nekaj besed. Poročilo je bilo poslano, tako da bi jaz povzel samo kratke izsledke za leto 2012, pa trende za leto 2013. Zdaj v letu 2012 smo nekako tudi v policiji delili usodo Republike Slovenije po občine, se pravi gospodarske in politične krize, in proti koncu leta smo se v bistvu srečali z eno novo obliko dela z demonstracijami, s čimer so verjetno dobro seznanjeni. Tudi naši policisti so aktivno sodelovali v teh demonstracijah oziroma proti demonstracije, bili so tudi poškodovani. Na srečo pri nas ni bilo te demonstracije, čeprav so bile najavljene, so pa bile naši neposredni bližini Murski, Maribor in Ljubljani. Kljub temu pa ocenjujemo, da so bile varnostne razmere v letu 2012 ugodne in da smo v naši občini živeli varno. Predvsem to utemeljujemo z dejstvom, da se niso zgodili hujši dogodki, ki bi imeli posledice za smrt ali kakšne hujše posledice. Probali smo se orientirati na probleme lokalnih skupnosti, izvajamo tudi dva projekta, ki se imenujeta Nazaj k ljudem pa odgovornejša policijska postaja, kateri namen je ravno to, se pravi, da se zbližamo z lokalno skupnostjo, kjer skupaj poskušamo identificirati probleme in jih seveda tudi rešiti. Zdaj po področjih dela mogoče po kriminaliteti, kot zanimivost, da je preiskanost kaznivih dejanj znašala kar 74%, se pravi, da 3/4 vseh kaznivih dejanj odkrijemo storilce in jih seveda tudi procesuiramo. To je ena večji odstotkov tako v Pomurju kot tudi v Republiki Sloveniji. Srečevali smo se z večjim številom vlomov in vlomnih tatvin, cilj pa storilce pa so bili predvsem gostinski objekti. Večina tega smo seveda prijeli in pa, kot sem omenil, tudi procesuirali. Kot zanimivost mogoče, da smo odkrili na našem območju en prostor za nedovoljeno proizvodnjo mamil, ki pa smo seveda tudi zadevo realizirali in ustrezno zaključili. No, področje javnega reda in miru smo z stanjem zadovoljni, kajti ni bilo nekih hujših dogodkov. Ukvarjali smo se z javnimi prireditvami, predvsem pozornost nas posvečamo družinskemu nasilju in ob pogojih zakonskih seveda izrekamo tudi ukrep prepovedi približevanja. Zdaj po prometni varnosti lahko rečemo, da je bila sicer nekoliko slabša, ker po nekaj letih brez smrtnih žrtev smo v preteklem letu beležili eno smrtno žrtev na naših cestah, na našem območju. Ne glede na to pa mislim, da smo se orientirali na probleme in pač poskušali tudi te rešiti. Zdaj ob tej priložnosti bi se zahvalil tudi civilni inicijativi, ki je prispevala levi delež k temu, da je Direkcija Republike Slovenije za ceste spremenila prometni režim na cesti številka 230, se pravi od Vuče vasi skozi Križevce proti Ljutomeru. Jaz mislim, da je stanje boljše, verjetno še ni 100% tak, ampak vseeno velik napredek je, no jaz upam, da se bo to spoštovalo in seveda mi stremimo k temu, da bo tako, kot mora biti. Zdaj, mejne zadeve in tujce, stanje je ugodno, beležili smo manj ilegalnih prehodov, tako da ocenjujemo, da smo tudi na mejnem področju delali dobro. Zdaj, trendi oziroma rezultati za leto 2013, še vedno izvajamo te projekte, kot sem omenil, Nazaj k ljudem pa odgovornejša policijska postaja. Po kriminaliteti lahko ocenimo, da je stanje ugodno, saj beležimo kar velik padec števila prijavljenih kaznivih dejanj. Je pa še vedno raziskanost na kar visokem nivoju, okrog 76% do zdaj. Je pa mogoče zaskrbljujoče zdaj nekaj večje število vlomov v mesecu maju, kjer pa še storilcev žal nismo prijeli, no, upam pa, da bodo tudi ti enkrat dobljeni. Zdaj, na področju javnega reda in miru v bistvu podobno kot lani ni nekih pretresljivih dogodkov, zdaj bo nekaj večjih javnih prireditev, upam, da bomo jih v sodelovanju z medobčinskim redarstvom uspešno zavarovali in da ne bo večjih problemov. Podobno je na področju mejnih zadev in tujcev ter pa tudi na področju prometne varnosti
kjer ne beležimo nekih negativnih odstopanj. Zdaj, kot primer dobre prakse lahko omenimo letošnjo eno akcijo Čisto vozišče. Če je kdo kaj slišal, to smo poskušali, se pravi, spomladi te traktoriste, pa ti, ki delajo na poljih, osveščati in opozoriti, da za sabo počistijo cesto, blato in pa ostali odpad. Akcija je bila kar odmevna, smo bili tudi z njo na valu 202, tako da jaz upam, da smo nekaj prispevali k večji varnosti. Pa mogoče bi omenil še hrabro dejanje, ki ob eksploziji, ko je bila na Postružnikovi ulici, kjer je ob sodelovanju pomoči občana večje število naših policistov nesebično pomagalo in v bistvu rešili to žensko. Bili so tudi predlagani za hrabro dejanje, pa bili smo na sprejemu pri županji. Tako da mi se v bistvu trudimo, koliko se pač da, pa bomo probali skrbeti, da bomo vsi v naši občini živeli varno. Hvala lepa. Bili ste tudi aktivni v trajni mobilnosti, ne? Hvala lepa tudi za to, pa za konstruktivno delo. Želi kdo? Ja, mogoče sem to pozabil, da smo zdaj uredili lastniško ta parkirni prostor med občinom pa med nami, tako da jaz mislim, da smo zadeve uredili pošteno, pa tako, kako se to gre, ko se dvoj morate zmeniti. Čolite? Ja, jaz imam vseeno eno vprašanje. Mogoče sem že malo tečna za svetnike, ker vedno izhajam iz svojega področja. Delam namreč v domu starejših občanov Ljutomer in tam so večno pripombe in težnja naših stanovalcev, da bi naj nekdo zagotovil in večji mir po noči po 10. uri, ko so te prireditve na bazenu, v mestu in tako naprej, kajti v parku je takrat prava norišnica. To kričijo, mečejo izdelke v okna, skratka ni miru, pa res, mi sprašujemo, ja pa kaj, nič policisti ne hodijo. Ja, mi še jih nikoli nismo videli. In to je vsa leta, ko je kakšna prireditev, sploh pa, ko je na bazenu. Pojdite pogledat, to ležijo po tleh, to se derejo, to kričijo, to je norišnica, no, vse tiste naše klopi smo imeli dol zašraufane, so odšraufali, odtrgali ven, v bazen so nam zmetale vse tiste rože, ki smo jih imeli na oknah, potem te luči, kaj imamo, to je fajne, to je vse spolamano. In to je takrat, kadar so to te fešte, to je nemogoče. Gre sestra ven, reče, poslušajte, pa dajte, bote tiho, pa tu je dom starejših, potem, da ne bom rekla, kaj je vse. Mislim, da je direktor že dvakrat pisal na vašo enoto, po vašemu načelniku, ali kako se že reče, pa zdaj ne vem, mi nekega konkretnega odgovora nismo dobili, no? Ampak je to problem, veste? Ja, je problem, mi smo s tem seznanjeni. Zdaj, da nas ni, to sigurno ni res. Mi smo prisotni, sam je pa drugi problem. Zdaj, to ni 5-10 posameznikov, to je 100, 200, 300 pa več ljudi. Zdaj pa mi povete, kam pa naj grejo. Ja, samo zdaj to ni stvar policije. Zdaj, če oni so na javnem kraju, pa so kulturni, jih mi v bistvu nič. Ja. Do 2-3 zaravna mečejo vse sorte. To je za manj kulturno. Ne, mi se tega zavedamo, mi smo prisotni, pa mi smo tudi ukrepali, ne vem, zoper mladoletnike, ki pijejo, pa ne vem, karkoli. Zdaj, enostavno, če je pač takšna kršitev, treba prijaviti samo, mi ga enostavno odpeljati ne moremo, če ni za to pogojev. Mi ga lahko popišemo, ne vem, kaznujemo, ampak še vedno je on lahko tam, če je pač miren. Dobro, zdaj, če nadaljuje ga, mi lahko za tisti 12 ur zapremo, ampak pravim, to je množica ljudi, to, če zdaj so 3-4 posamezniki, je pa problem, sigurno. Jaz sem sam tam zraven doma, pa vem. Zdaj mi jih lahko z parka enostavno, ne vem, preženemo ven, ali kam došli na ceste, verjetno na trg, tam se bodo stvari ponovile, verjetno. Ja, izvolite. Hvala za besedo. Lahko, če imam besedo? Ali imate? Hvala županja za besedo. Glejte, da se vandalizem dogaja, to vsi vidimo, to je res, ampak bi tu
povabil gospod Danico, da včasih tudi večer kaj pride tam okrog. Jaz vam moram reči, da sem velikokrat srečal, videl policijo po nekajkrat v eni uri tam, da so se prišli, da so opravili svoje delo. Je pa res, jaz ne vem, to je, verjamem, kak gospod pomočnik pravi, ko pridejo oni te, se umirijo in jaz ne vem zdaj, če bomo tiste, kjer je tam stojijo, tudi imajo kam pravico odpeljati, mislim, da ne, da smo še vedno v neki prosti države. Je pa to težko vse skupaj nadzorovati in res se dogaja vandalizem. Tukaj gospod Danica pravi, je res, ampak to, da ni policije, to pa ni res. Policija je ob tistih ključnih vedno večkrat je tam tak, da bi se jim kak občan zahvalil, da res skrbijo za varnost. Ja, veš, ti gospod Daneco pita, koliko pa te totih prireditev takšnih na kopališče letne, lansko leto? Precej dovolj, veste, da vam polomijo tam, ne vem, ker se nič več ne vem, možno je če to 5krat letno, se si mi zaposleni ne pritožujejo, meni pa pitam, ti stari ljudje to težko prenašajo, kako ne razumete, če bi se kdaj to boste možno razumeli? Pa se bo 10 ljudi naj bo mir, ali ni? Je, jaz se čist strinjam z vami, ne samo... Pametati pa išta, ki so bokom zelo gor, ne? Če se ne da rešiti, se pač ne da. Ja ne, se nekako bi se mogli dati, zdaj ne vem, skupaj bi mogli nekaj narediti, zdaj ne vem kaj. Ne vem, nek še mladinski center narediti, pa da tam pač mlade notri, ne vem, nekaj, kje ni tako moteče za okolje, ne? Ali pa nekaj na obrobju mesta, kaj pa vem, kje, ne? Še malo, halo, pa malo. No, jaz bi zdaj samo tu nekaj rekla, ne že po mlode vsega obtoživati, no, ker nije mladina tako pokvarjena v Lotmerki, kako se je vedno prikazivale. Je pa res, enkrat tudi poleti je pač so zadeve, ampak če so prireditve, imajo prireditve tudi uradni delovni čas oziroma dovolje, kdaj so lahko in takrat se pač nočni mir na bazeni name upoštevati ob 10, ne, če je pač uporabno dovoljenje do 2 zaran, ne. Je pa tudi res, ker pač tudi mladi morajo nekaj, pa mogoče bi mogli razmisliti o tem, kaj se mlad nek še prostor naredi, ali pa se na območju ljutomerske občine uredi nek še enotni prireditveni prostor, ki pač ne v centri, ne na hipodromu, ne na bazeni, ne v naseljih, ampak nekje malo izven ven, ne. Tako da. Ampak pač... Spoštovani, mislim, da boste mogli malo bolj vsi se strniti pa biti strpni. Če so prireditve, ni v redu. Če jih njega je ni v redu. Lokacijo, vse to, kar ste našteli, se to je nemogoče. Tudi motoristov je letos ne bilo. Vsi ne moramo prenesti enega dogodka. Jaz ne razumem tega. Pa gledajte, pa so nekda bile veselice, pa nikoga nič ne motilo, pa še ne bodo zdaj veselice. Pa kakšne lepe veselice so. Pa bodimo malo bolj obzirni en do drugega, no, prosim vas lepo. Ker te se pa ne več nič v Lotmerki dogajalo. Te pa ponede dobro. Ja, saj. Bomo, ne? Ja, samo če da se po neko stalno tuklo, te ne vem, kaj je lahko strpen, ne? Ker jaz se osebno na nebenega ne spomnim, če ste opazili. Še imate mogoče kakšno vprašanje za gospoda Žuniča? Najlepša hvala. Zaključujem redno sejo. Hvala lepa za razpravo. Želim vam prijeten dopust. Želim tudi vas povabiti že zdaj na dogodke ob praznovanju našega občinskega praznika. Zdaj pa vas vse vabim v Rogličah v prvo nadstropje na sladoled. Hvala.